pozdravljeni. Moje ime je Zdenka. Predstavila vam bom, kako me je življenje pripeljalo na ta košček prelepe Vipavske doline v Vitovlje oziroma na Visoko. Saj veste, ljubezen. Že v drugem letniku sem spoznala mojega sedanjega moža. Čisto po naključju, na poroki njegovega brata in mamine sestrične. Bil je zelo zgovoren in namazan z vsemi žavbami. Malo prej je prišel iz vojske, bil je v Beogradu, na Batajnici in na Fruški gori v Vojvodini. Velikokrat mi je pripovedoval, kako mu je bilo tam. Pohvalil se je, da so ga imeli nadrejeni radi, mu zaupali. Ker si je vedno želel, sva pred par leti tudi šla pogledat ponovno te kraje. No, kot sem že rekla, sva se spoznala na poroki. Potem pa sva se še velikokrat srečala v Novi Gorici in enkrat me je povabil na Ramlji. Seveda sem šla, mami pa doma rekla, da se grem učit matematiko, ki mi je vedno delala probleme. Hodila sem vsak teden na inštrukcije, rezultati bedni, in sem šla k mami na raport. Toliko časa je vrtala vame, da sem ji povedala, kdo je moj inštruktor. Malo je bila jezna, vendar je rekla, da ne more biti slab fant, saj ga že malo pozna, ko je hodila k sestrični na obisk. Sem si kar oddahnila. Čas je tekel, zaključila sem srednjo šolo in si že uredila papirje za sobo v Ljubljani, se vpisala na višjo socialno šolo z velikimi pričakovanji po svobodi. Ma ni trajalo dolgo to veselje. Že na maturantskem izletu so me začela obhajati čudne slabosti. Sem si mislila, da je to od neprespanih noči in žuranja, vendar se je izkazalo, da bom čez 9 mesecev zibala. S fantom sva bila presrečna, tudi moje sanje o šolanju v Ljubljani so se za določen čas končale. Poročila sva se in imava 2 otroka, hčerko in sina. Kmalu sva šla na svoje, kot se temu reče. Živeli smo v majhnem kraju v Soški dolini, moj mož se je že malo navadil na novo okolje, vendar, ko je imel le malo časa, je šel k mami in vedno govoril, kako je lepo na Vipavskem, kako se lahko vozi s svojo staro Simko. Res, Soška dolina je v kotanji, sonce se zelo kmalu skrije, pa tudi okolje je zelo onesnaženo. Čez 8 let sva se ponovno selila. Moževe skrite želje so se uresničile. Sedaj živimo tukaj, prelepo je. Spoznala sem veliko dobrih in prijaznih ljudi. Mož mi včasih pripoveduje, kako je bilo, ko so bili majhni, kot so hodili, kaj so ušpičili. Najbolj zanimivo pa mi je, ko pripoveduje o hišnih imenih. Parjuščevih, Prbučevih, Parjusovih, Parnunisoni. Počasi se tudi že sama navajam na ta poimenovanja. Ko malo pomislim, ugotovim, da sem tukaj že kmalu 30 let, prav toliko, kot sem živela tam, kjer sem se rodila. Kje sem torej doma?